dolgo smo ga pričakovali in tukaj je danes Veselko Tomič v naši družbi. To je tisti bioenergetik iz Celja, ki je poznan tudi po tem, da je obiskal papeža. S kakšnimi nameni, lahko si samo mislite. Pregled astroloških hiš pa danes Tino Orov iz Sežane, ki je znana kot izjemna astrologinja indijske astrologije Džotiš. Hvaležno pozdravljeni v oddaji Klepet ob kavi. Ja, z vami delimo tiste življenjske zgodbe, ki kaj naučijo in hkrati tudi zbudijo upanje v marsikomu. No, tale knjigica je nastala oziroma je bila izdana leta 1988. To je leta, ko sem na svet privekala tudi sama. Ruke, koje, zrače. Veselko Tomič je avtor te knjižice in od takrat je menilo že kar nekaj desetletij in Veselko Tomič deluje v Celju in tja že desetletja torej zahajajo ljudje z različnimi zdravstvenimi izzivi in danes boste spoznali dve neverjetni zgodbi, ki bodo mogoče tudi v vas in v vašem življenju spodbudili tisto iskro upanja. Je pa Veselko Tomič danes v naši družbi. Lepo pozdravljen, dobrodošel, hvala za obisk in pa hvala tudi Vesni in pa Urški. Vesna, zanimiva zgodba, tvoja življenjska zgodba, pravzaprav je že skoraj 2 desetletji, odkar si Veselka obiskala. Želodec je bil tisti, ne? Tako, ja. Je bilo kar hudo, ne? Tako ste rekli, že 19 let. Začelo se je tam nekje pri 16 letih z blagimi težavami, ki so se razširile na hude rane v želodcu. Gastroenterologinja se je kar začudila v izvidih, ker je bilo to tik pred rakom in tudi povedala, da če ne bom nekaj postorila, da bo kar hudo. Tako da sem se odločila oziroma nekako energije, prošnje po ozdravitvi so me pripeljale do gospoda Tomiča, kjer mi je tudi povedal, to sicer ni čudežno zdravilo, tako kot si nekdo predstavlja, da greš enkrat nekomu in boš čudežno palčko zamahnil in je to to. Tako da sva kar naredila nekaj terapij in moram priznati, da do takrat niti nisem poznala tega, ker niti nisem potrebovala. In ob nekje 5 terapijah sem rekla, mami, jaz nič ne čutim, nič ni drugače, ne bom več hodila. Ampak gospod Tomič je takoj povedal, da to ne bo takoj čez noč postalo boljše, da vsaj 10 terapij, zdaj to odvisno od situacije, od počutja, od bolezni, gre na boljše postopoma ali pa mogoče tudi hitro. Skratka, mama je vztrajala, da sva naredila to do konca. No in po neki 10. terapiji ne bom nikoli pozabila, tekom terapije meni neki zvočni signali not v želodcu, neki kot bi prebava se aktivirala, bla, 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 te taki zvoki in jaz je bilo nerodno, takrat 18-letnici, joj, pardon, to je pa prebava, Pa reče gospod Tomič, ne, to ni prebava, to se ti je zdaj energija začela prebijati not v želodcu, ker prej sem čutila tako kepo in v tistem trenutku meni naredilo tole, želodcem, In 19 let je od tega. Tako. In 19 let zdaj že tudi niste bili pri Veselku? Ja, takrat sem hodila zelo redno, enkrat na teden, tako kot je bilo potrebno. In pa s časoma je bil ta razmik čedalje širši, od 14 dni do 1 meseca. Potem sva še na obdobje sva še uporabljala terapijo. Nekje, ne vem, enkrat na pol leta, ko sem začutila te težave, sem šla do njega in 1-2 terapije in je to to. Veselko, to je eden izmed tistih primerov zgodb, ki pa pravzaprav govorijo, ker nekateri rečejo, ja, saj grem terapevtu, zdravitelju, pa me napolni z energijo, pa to zdaj 1 teden, 2 tedna, 3 mesece, mogoče je v redu, potem je treba pa skozi hoditi, kar je super, ker skozi nekomu moraš denar nositi. Ja, točno. To je tudi ena predstava, da v bistvu največ pogosta vprašanja preko, ko se začne terapija, koliko bo to držalo. Jaz sem slišala, da bo sam držalo, dokler delamo terapije. Jaz sem rekel, to ne vemo, ampak moj cilj je vedno bil pripeljati človeka do
take ravni, da sam balansira to svojo energijo in potem, da je zdrava, ne? Da vzdržuje to stanje balansa in pretoka energetskega. Zdaj pa, da si ti samo odvisen od nečesa in da ti stalno nekje postaneš obsesivno odvisen od nečesa, da veš, da ti sam to lahko pomaga, to ni rešitev. Isto kot ni rešitev samo jemati zdravila in katera posledico rešujejo, ne pa vzrok. In prav zato sem zaprosil Vesno, da sodeluje v tej oddaji, ker je fantastičen primer, kako iz enega praktično odpisanega primera človeka, ko mu je povedano, da je na meji obstanka, da enostavno se lahko naredi tudi na nek način čudež, da pride do popolne ozdravitve. Seveda ona je tip človeka, katera je potem znala nadaljevati v tem kontekstu, kar je tudi pomembno. Vam so te težave za želodcem pravzaprav popolnoma spremenile tok življenja, ki ste si ga takrat zadali. Umetnostno drsanje je bilo tisto, ki ste ga predtem še trenirali. Tudi, ja. Tako, kot je rekel gospod Tomič, če ti se ukvarjaš tudi sam s seboj, da želiš rast, pol gre na boljše. Zdaj sam šport tudi pomaga k temu, seveda. Ja, in pa je tudi tam prišlo do poškodbe in ta želodec, tako da smo mogli to prekiniti. Zdaj, to bi rada povedala še. Res je bilo moje stanje katastrofalno in priporočam gospodu Tomiča, vsakemu, ki ima kakršnekoli težave, ker to je res neverjetna izkušnja in dejansko ponovno ozdravitev pomeni novo življenje, ker moji sošolci iz faksa me iz poletja do jeseni niso prepoznali. Shujšala sem 20 kil. Tudi gospod Tomič me je najprej vprašal, povej mi, zdaj ni mame s tabo, a imaš anoreksijo, ker on dela komplementarno z medicino, ali je res kaj drugega. Pa sem rekel, ne, res sem bolana. Aha, dobro. In sva v tem smislu potem reševala težave. Se pravi, popolna iskrenost kot takšna. Ja. Urška, ti pa si Veselka prvič srečala še v osnovni šoli, ne? Ja, jaz sem v bistvu hodila k njem po mojem 6. razredu osnovne šole, ali je že bilo mogoče malo prej. Pač moji mami je iskreno povedal, da naj me ne vozi več k njemu, ker nisem dovzetna za njegovo energijo. In tako da pač bi poudarila to njegovo iskrenost. Vrnila sem se pa k njemu pač leta, zdaj kako leto nazaj. Z drugimi problemi, ker so me pač prijatelji, ki so v njegovi družbi prepričali, da naj nekaj naredim sama s sabo in naj probam, da mi bo on pomagal. In dejansko mi je, ker sem po enem letu čist drug človek spet. Kaj pa je bil vzrok? Ščitnica? Jaz imam probleme s ščitnico, v bistvu imela sem jih že prej, ampak lansko leto, v bistvu zdaj predlansko me je čist sesul, v bistvu sem imela simptome že skoraj za depresijo, tesnobo, ko mi sem se v bistvu iz službe privlekla domov, pa doben ni, pač me je malo resno, niti ni mi znal povedati, kaj je to, da sem tako utrujena. Zvečer sem za mizo praktično lahko zaspala in pač sem se pa, ko sem šla na pregled, pač enkrat na leto hodim na pregled, ko mi je naredil ultrazvok in se je videl, kako katastrofalno stanje je, kakšno pač kronično vnetje se mi je poslabšalo in vnetje bez gavk. Pa sem se pač odločila, nekaj naredila in sem pač ga poklicala in sem šla k njemu. V glavnem, jaz sem čutila spremembe po prvi terapiji, pa če sem tudi tista, ko se mi zdi zdaj po enem letu, da to še kar rabim in bi mi pa se, ne vem, da grem enkrat na teden k njemu, se nafilam z energijo, ker delam z ljudmi in mi je pa, ne vem, pač drugače gledam spet na svet, sem taka, kot sem bila predtem. Veselko, sodeluješ, kot smo rekli, tudi za uradno medicino, v tem smislu, da poprašaš, katere so tiste diagnoze in tako naprej, da je tukaj res holistično, se pravi na vseh nivojih, na vseh ravneh. Da ni tega antagonizma, ko je, meni se zdi, pri ljudeh, ko se ukvarjajo z alternativno medicino, pa tudi pri uradni medicini, velik procent ljudi, ko nekako so jezni, ne? Tako, zdravniki so jezni na zdravilce, zdravilci na zdravnike, ne? To mi se zdi ni potrebno, ker
je vse, kar je na tem svetu v tem pogledu, da bi lahko pomagalo ljudem, ima svoje mesto. In ne razumem, zakaj bi neka rastlina tam, ko je zdravilna, ali pa nekakšen človek, ko ima neke sposobnosti prirojene, ker mislim, da je to, kar jaz delam, prirojena sposobnost, učenje pa je naknadno za vsem drugim. Zakaj to ne bi bilo v funkciji in v službi boljšega za človeka? Tako da mislim, da s svojim primerom že 30 let sem dokazal, da nikoli konflikta nobenega nisem imel z uradno medicino, ne z ljudmi. Enostavno moraš biti iskren do svojega dela, do ljudi, do drugih, ko tudi se ukvarjajo s podobnim ali, bom rekel, delom, ko je v službi za dobro človeka, ljudi, za dobro človeka. Tako da jaz sem vesel, da je vedno nekaj, kar lahko priporočim drugim. Ko imaš težave, Taša, kot si imela tudi ti, Vesna, verjetno bi takrat človek živo žabo pojedel, če bi nekdo te prepričal, da ti bo to pomagalo. Takrat je verjetno prav vseeno, katera je to področje, kdo je, kako je, samo da se ti osvobodiš tega. Točno tako, iščeš neke rešitve. Zdaj, problem je v celem sistemu je ta, da ljudje žal nekim pravim zadevam, bom rekla, ne zaupajo, ker predhodno doživijo kakšne druge nevšečnosti. Naprimer, primer moje mame je bil, ki je šla na neko akupunkturo in je terapevt je vlekel iz nje krvave igle ven in ni upala nikoli več iti, kljub temu, da vemo, da akupunktura za marsikaj pomaga. Isto je z bioenergijo. In dokler tega ne vidiš, ne veš. Recimo, moj sedanji partner je urgentni zdravnik in ko vidi te drastične spremembe, ki te stvari delajo, se dogajajo spremembe tudi pri zdravnikih, hvala Bogu, da se tudi začnejo odpirati na ven in sprejemajo to širino tudi izven medicine. Medicina je božanska, ampak ima tudi svoje omejitve. Jaz pa lahko tudi en primer. Nazadnje je prišla ena zdravnica, ko je zdaj specializira in dela seveda. In je prišla do mene z svojimi težavami in je rekla, da nikoli v življenju ni pomislila, da bi koristila takšen vid terapij, medicine, alternativne. In je rekla, ko je pa gledala oddajo, ne vem katero, mislim, da je zadnja oddaja, ko smo tukaj naredili, je rekla, da jo je to pritegnilo. In meni je vedno počaščen sem s tem, da neka zgodba tako močno pritegne nekoga in zato so potrebne te oddaje, da bi ljudje videli, kakšne vse zgodbe so, kaj se vse dogaja, da bi lahko se okorajžili, da bi spremenili pogled, sliko na sebe samega in na svoje zdravje in težave. Da dobijo spet upanje, ne? Ker zakaj vedno pripeljem goste, ko imajo različne težave? Recimo nazadnje, ko je bila ta oddaja z tem dermatitisom atopijskim, so vsi začeli klicati samo s tem. Sem rekel, zdaj pa bom že dobil fobijo od dermatitisa, hecam se. Tako da bom vedno pripeljal zanimive goste, ker mislim, da je to poanta vsega mojega dela. Absolutno. Ljudje, ko povedajo, kaj je bilo. Ko smo že ravno pri diagnozah, ali je kakšna diagnoza, ker obstajajo tudi diagnoze in stanja, pri katerih zdravniki rečejo, hvala, naredili smo vse, kar smo lahko, ampak tukaj naprej nekako ne moramo več oziroma se nam pač ustavi. Kako je pri takih diagnozah, tudi pri takih primerih, kjer mogoče zdravniki dvignejo roke oziroma so kakšne diagnoze, ki se jih tudi zdravilec ustraši? Pa absolutno. Mislim, da vedno obstaja tista neka meja raven, ko resnično ne moreš, potem vidiš. Ampak nimaš pravico povedati človeku, vi ste odpisan, vi imate samo še toliko časa ali pa ne vem kaj. So pa tudi stvari, ko jaz mislim, da je nemogoče, da jim se pomaga, pa na koncu se zgodi obratno. Tako da recimo Vesna, ona zdaj izgleda
super zdrava ženska, lepa zdrava ženska, ampak ona je bila pa resnično na meji, da gre. Zdravnica je povedala, da je že na meji, da ne morejo nič več. Pa tudi ščitnica je en izmed teh izzivov. Ogromno ljudi ima težave s ščitnico, mi smo malo pobrskali po statistikah. Wow, ščitnica je res... Kako so vas sploh tretirali, recimo v procesu uradne medicine? Verjetno zdravila pa take stvari? Ja, zdravila ali pa pač ni druge opcije, ne? In jaz sem se pač odločila, da bom šla po svoje, zato ker sem tudi pač vedela, kaj je narobe z mano in pač, da bom iskala svojo pot, ne zdravili, ne. Tako da pač sem si dala tudi določen čas, da bila sem vseeno, sem bila skeptična, ne, ampak pač pri meni so bili takoj vidni rezultati. Na počutju, pač tudi jaz delam z ljudmi in tudi drugi so opazili, da pač, ne vem, sem tako dobra reklama, se mi zdi. Jaz te dojemam kot eno sonce. Ja. Ja, a ne? Tudi je. Zato pa je bila tudi tako vidna, pa drastična sprememba, ne. Se mogoče tako na zven se niti tako blazno opazili, ker se pač naučiš nekega načina življenja, ampak v sebi sem vedela, moji najbližji so vedeli, da to ni to, da je pač treba nekaj narediti, ne. Marsikdo pa sploh ne ve, kako vpliv ima ščitnica na vsak dan, ne. Ker jaz nisem vedela, da sem utrujena zaradi tega, ker mi ščitnica ne dela v redu, da pač negativno se odzivam na okolico. Ampak nisi se pa vdala, da bi rekla, pač tak je, ne? Življenje je težko. Ja, ne smemo se vdati, ne? Ne. Ker je volja, je tudi pot. Tako je. Verjetno k tebi prihajajo tudi ljudje, ki nikoli ne bi pomislili na kaj takega in pomembno je to, da damo priložnost in možnost. Absolutno. Nikoli ne smeš odpisati svoje možnosti. Velikokrat v mojem življenju sem mislil, da ene stvari pač ne bojo in da je nemogoče, da bi se zgodile. Ne mislim na zdravje in tako, ampak na splošno, na življenjske situacije. In se potem pridejo rešitve, ne vem, tam, ki si najmanj pričakoval, od nekoga, ko ti je pomagal, ko nikoli ga nisi poznal v življenju. Pa obratno, tam, ki si mislil, da bo sigurno ziher pomoč od ene osebe, ko bi dal roko v ogenj za njo, da ti bo pomagala, pa si bil morda razočaran. Vse mogoče. Pustimo se, prepustimo se, povežimo se. Moja beseda je vedno povežimo se, čim bolj povezanosti, povezovanja, bolj se bomo rešili iz situacij, ko so. Najlepša hvala obema in hvala seveda Veselko Tomič. Ne vem, če to veste, ampak če Veselko ne bi poslušal svojega srca, ne bi sledil svojim potencialom, svojim sposobnostim in talentom, bi bil morda vaš odvetnik, kajti študiral je pravo v Sarajevu in v času študija odkril vse te svoje sposobnosti. Kaj je nauk te zgodbe? Raziskujte in sledite sebi. Ko tudi rečemo, joj, ta je kako priva, tega nič ne spravi iz tira, tukaj lahko vsako bolezen premagamo. In tak človek potem živi lahko tudi 100 let.